Dragi prijatelji dobrega branja, spoštovano občinstvo, lepo pozdravljeni na tradicionalni Mohorjevi literarni matineji. Danes so nas v objem knjig združila ženska peresa. Zato v svoji sredi lepo pozdravljam današnji gosti, gospo Vando Šegar, avtorico romana Polovica dvojine in gospo Danico Ozvaldič, avtorico romana Krojenje tišina. Našo tretjo avtorico, gospo Bredo Pugel, moram žal opravičiti, skozi njen roman Cesta do proge pa se bomo kljub temu sprehodili. Morda kar na začetku. Breda Pugel je upokojena dramska igralka, sicer rojena v Ljubljani, vendar je skoraj celo svojo kariero zgradila na odrskih deskah SNG Maribor, kjer tudi živi. Veliko se je ukvarjala z umetnostno pedagogiko in terapijo ter ves čas ogromno prevajala. Po nekaj dramskih in otroških avtorskih delih je Cesta do proge njen romaneskni prvenec. Glede na to, da nas danes nekako simbolično druži številka 3, tudi Cesta ob progi združuje 3 ženske, 3 usode, 3 življenjske zgodbe iz mesta ob cesti, ki vodi do železniške proge, rahlo zadenejo druga ob drugo. Marina, Katja in Veronika se morajo vsaka zase v Ibsenovi maniri soočiti z usodnim dogodkom iz svoje preteklosti. V inventuri svojih frustriranih in zapletenih življenj se spopadajo s travmatičnimi vojnimi izkušnjami, napihnjenim optimizmom povojnega časa, odsotnimi očetovskimi figurami in fatalnimi materami. Novele pritegnajo svojo danes vse pomembnejšo problematiko staranja in osamljenosti ter analizo odnosov med žensko in moškim. Vanj je vsejen globok humanizem, ali kakor je knjigo pospremil avtoričin mariborski rojak, pisatelj Tone Partljič. Cesta do proge je nekoliko pozen, a vsekakor uspešen literarni debut dramske igralke Brede Pugel. Z te ceste do proge pokukajmo v Marinino zgodbo. Nadarjena mlada ženska, odlikovana in spoštovana partizanka, po vojni iz neznanega razloga pošlje svojega sina v rejo, prekine vse socialne stike in se zapre v staro hišo sredi novonastalega blokovskega naselja. Vsak zakaj ima svoj zato. Gospa Alenka Hefele-Felc nam bo prebrala odlomek iz Ceste do proge. Izvolite. Vem, to je oče. Prvi trenutek, ko sem ga zagledala pri vratih, sem se razveselila. Ni se posebno spremenilo. Mislila sem, da je prišel, da bi po vseh teh letih spoznal svojega sina, ki ga nikoli ni videl. Res je prišel zaradi tebe, ali natančneje, prišel je pote, da bi te naskrivaj odpeljal v Nemčijo. Tam je našel ženo, ki mu je lahko dala vse, samo otrok ne. Torej je prišel po svojega sina, ki mu bo v velikem svetu omogočil bleščečo življenje uspešnega glasbenika. To je bila od nekdaj njegova velika želja. Vas navdušenje pletev, kaj vse ti bo nudil, do kakšnih uspehov te bo pripeljal. Dalj, ko je govoril, bolj je bil razgret. Kot vedno, kadar je šlo za njegove velike načrte. Ti si spal zgoraj v sobi. Zahteval je, da grem pote, kar pri priči, mudilo se mu je. Nekdo ga je čakal z avtomobilom, da mu pomaga priti s teboj na črno, nazaj čez mejo. Rekla sem ne. Barba začenja slutiti, kakšno bo nadaljevanje. Napol nejeverno, napol zgroženo, pol glasno vpraša in potem se ga Marina je ne sliši. Potem je začel groziti, da te hočem iz sebičnosti prikrajšati z življenjem v tej bedni domovini in kako so tam, kamor te bo odpeljal, čisto drugačne možnosti. Govoril je in govoril, nazadnje me je posvaril, da do jutra ne smem nikogar obvestiti, ker bi ga potem lahko prestregli. In če bi prišlo do problemov, bi se lahko tudi tebi kaj zgodilo. Poslušala sem ga, vse je bilo vedno tako. Vedno je bil on tisti, ki je govoril in jaz sem poslušala in vedno mu je uspelo, da me je prepričal. Mama,
Potem je vstal in hotel kar sam gor pote. Stala sva tukaj pred kredenco, v predalu za mojim hrbtom je bilo spravljeno vse, kar sem prinesla s seboj iz hoste. Vse je tam, še zdaj. Bolničarska turba, titovka in pištola. Samo da zdaj ena krogla manjka. Barba si pokrije usta dlanjo, kot bi se bala, da bo zavpila. Matjaž nepremično strmi v Marino, kot bi upal, da ne bo izrekla tega, kar zdaj že vsi trije slutijo. Ni opazil, da sem z roko za hrbtom odprla predal. Iz njega sem potegnila pištolo in namerila. Presenečeno me je pogledal. Brez strahu, začudeno je rekel: Marina, saj me da ne boš? Pa sem. Natanko v tistem trenutku sem sprožila. Presenečena sem bila, kako preprosto je bilo. Marina, ti... Lojz strmi vanjo, kot da vidi prikaza. Zakaj pa si tako prepaden? 3 leta ste mi kar naprej ubijali v glavo, da moram streljati, če zagledam pred seboj sovražnika. Tam je pred menoj stal sovražnik, ki je prišel, da mi vzame, kar je moje, in jaz sem streljala. Hvala lepa. Napeta zgodba iz ceste v progi, ki kliče po še. Upam, da boste vzeli s seboj in si jo privoščili v vseh njenih odtenkih. Vojna pa zaznamuje tudi dogajanje naslednje knjige. Krojenje tišine je nastalo pod peresom Danice Ozvaldič. Tudi ona prihaja iz Maribora. Po izobrazbi je magistrica ekonomije in zavidljivo kariero je ustvarila v bančništvu. A ljubezen do pisanja jo spremlja že od gimnazijskih let. Leta 2018 je šla njena pesniška zbirka Pesmi je ime Svetloba. Njen romaneskni prvenec, Krojenje tišine, je posvečen staršem, predvsem očetu. Gre za pretresljiv biografski roman o življenju Franca in Terezije, ki se začenja v 30 letih prejšnjega stoletja. Fant, ki mu zaradi bolezni ne pripisujejo nobenih možnosti v življenju, in dekle, ki premore izjemen pogum in veliko moč, skupaj ustvarita zgodbo, ki jo desetletje pozneje torej zapiše njuna najmlajša hči. Življenje malega dečka namreč usodno zaznamuje bolezen, ki mu pri 4 letih vzame sluh. Zdravniki pa mu vendarle zaradi nje napovedo tudi zgodnjo smrt. Vendar take sodbe presegajo človeško pristojnost. Franček zaradi izgube sluha sicer ne more prevzeti družinskega mlina, vendar po spletu okoliščin in kljub težkim vojnim razmeram postane izjemen krojaški mojster. Pridružimo se mu v enem njegovih najsrečnejših, najzmagoslavnejših trenutkov. Gospa Alenka Köferle-Fels, prosim. Tvoj izdelek visi na lesenem modelu. Ko potrkajo, si pripravljen. 6 resnih, spoštovanja vrednih mož stopi v tvojo delavnico. Njihov nastop je slovesen, zaradi česar se tudi ti počutiš tako. Ko stopijo k obleki, da bi ocenili tvoj izdelek, prosiš, da tvoj model obleko obleče. Nasmehnejo se, češ ni potrebno, pa jih poprosiš: gospodje, 10 dni sem šival. Nisem šival za izpit, šival sem za tega cenjenega gospoda. Prosim, da mi nakloni to čas, da obleko izdelano po njegovih merah obleče. Malo začudeno, malo odobravajoče se resni gospodje spogledajo in se vprašujoče zazrejo v tistega, ki mu je tvoja prošnja namenjena. Ta stopi naprej, se nasmehne, najprej kolegom, potem ti rahlo prikima in odpre dlan kot poziv, da mu obleko izročiš. S poklonom jo snameš z lesenega modela. Da boste izgledali tako, kot se spodobi, sem za vas sešil tudi srajco in kravato seveda. Med oblačenjem se izza zavese ne sliši nobena beseda. Vsi molčite.
čudiš se, da zaradi tega nisi popolnoma nič na trnih. Že s tem nastopom bi lahko zmagal, a pravo navdušenje šele sledi. Obleka je članu komisije kot ulita. Podrobnejši pregled odkrije tvojo natančnost in smisel za podrobnosti. Obleka mora biti namreč navznoter tako lepo izdelana, da ni lastnika nikoli sram, ko se razkrije. Potem gospodje staknejo glave in po videzu najstarejši reče: Gospod Pintarič, odlično ste opravili praktični del izpita. To srajco in kravato, ki sicer nista krojaška domena, kaže vaš izjemni občutek za detajle. Škoda, da vam ni šlo pri politiki in vam ne moremo dati tudi splošne ocene tako odlične, kot jo nedvomno zaslužite. Čestitamo vam in vas sprejemamo v svoje vrste. Dobrodošli, cenjeni kolega. Konec marca iz Berlina prejmeš potrdilo o opravljenem mojstrskem izpitu. Ker si šolanje opravljal in zaključil v času nemške okupacije, pa ti pridobljene izobrazbe kasneje v novi državi ne bodo priznali. Četudi ti politika ni šla. Gospa Ozvaldič, v knjigi se od prve do zadnje strani čuti, da gre za družinsko zgodbo, družinsko dediščino, ki vam izjemno veliko pomeni. Kako se je iz nečesa takega porodil tako berljiv in strukturiran roman, ki pravzaprav nagovori slehernega bralca? Najbolj me veseli to zadnje vaše, da je berljiv in da nagovori slehernega bralca. Kako se je porodil, verjetno se je rojelo veliko časa, ki sem ga prebila za svojimi starši. Predvsem sem imela to srečo, da sem zelo dolgo živela z očetom. Z našo družino je živel, tako da sva imela veliko takih trenutkov, v katerih sva se pogovarjala. Da pa je nastalo pisanje takšno, kot je, pa je mogoče krivo to, ali bi rekla srečo, imam to, da stvari, ki jih slišim, najprej znam poslušati, da jih predelam skozi svoje čutenje. Torej, čutenja drugih občutim in potem jih predelam skozi svoje čutenje. In mislim, da je to tisto, kar se v tem romanu čuti. O tem bomo še kakšno rekli kasneje. Zdaj pa še k tretjemu romanu, ki ga danes na nek način proslavljamo, saj je vsako srečanje novorojene knjige z bralci svojevrsten praznik. To pa je Polovica dvojine. Njena glavna junakinja je za kakšno generacijo mlajša od prej omenjenih. Vanda Šega je doma z Notranjske pokrajine, ki pušča subtilno sled tudi v njeni literaturi. Večino svoje kariere je bila zaposlena na RTV Slovenija, kjer je poklicno gradila mostove v porušenih odnosih med zaposlenimi. Za svoj pesniški prvenec je leta 1988 prejela nagrado Jožeta Udoviča in to je bila prva v nizu številnih kasnejših nagrad in priznanj. Polovica dvojine je namreč že njena 13. knjiga. Pod okriljem Celjske Mohorjeve družbe pa sta doslej izšla že njen roman Nikogaršnja in pesniška zbirka Odpotovanja. Usodni trenutek, na katerega nima nihče vpliva. Trenutek, ko se zaradi nesrečnega spleta okoliščin idealna slika neke družine razbije. Liza v prometni nesreči izgubi svojo dvojčico Eli. Liza odraste v lepo in uspešno, čeprav v sebi ranjeno mlado žensko. Ob ljubeznivem in predanem očetu ter rahlo odtujeni materi v obilju ljubljanskega meščanskega sveta sestavlja drobce svojega življenja v smiselno celoto. In medtem ko sama potuje med bolečimi otoki osebne neizpolnjenosti in družinske preteklosti, njena hči Kim odpluje na odprto morje zamere, jeze in žalosti. Svojo celovitost deklica išče v fantazijski podobi manjkajočega očeta, ki ga Liza s svojim večnim občutkom polovičnosti in nezadostnosti ne zna dati. Usodni vrtiljak se zavrti. Gospa Vanda,
Kot pravite, ne iščete navdiha, ker vas življenjske zgodbe najdejo same. Kako se je zavrtel vrtiljak, da se je sestavila polovica dvojine? No, če bi bila pisateljica in bi lahko zvečer z lončkom kave ali čaja sedla k računalniku, bi pisala. Tako sem čutila v trenutku, ko se je porodil prvi vzkip za to zgodbo. Vendar bi bil v tem primeru roman drugačen, kritičen, krut, morda preveč konkreten. Ker pa mi je življenje, tako službeno kot zasebno, dobro napolnilo dneve, je zgodba nastajala le v odlomkih časa, ki sem ga uspela ukrasti zlasti nočem, tudi za to svoje početje. Danes mislim, da je bilo tako prav. Na koncu sem se zato odločila za dober izid, za razumno ravnanje in ljubezen v korist otrok. Da bo odprto upanje za srečno otroštvo dveh otrok. Da bo vsaj v romanu srečen konec kot v pravljici. Ker kdo ve, kakšno življenje jim je namenila usoda v resnici. Najbolj krute? Tako da ploskate, se mi zdi. Najbolj krute, a žal resnične zgodbe zadevajo prav otroke. To Liza občuti kot babica, ki je pravkar izgubila svojo hčer. Lahko se nasloni na svojega očeta, a zato ni nič manj boleče. Gospa Alenka Šeferle-Felc, preberite nam prosim še odlomek iz knjige Polovica dvojine. Oče se zagleda vanjo kot v podaljšek Kim. Kot bi v njej iskal odgovore za vse, kar se je zgodilo. Odgovore na vprašanja, ki se bodo šele porajala, ki bodo zahtevala odgovore, ki bodo terjala pojasnila, ki bodo odpirala nove in nove rane nevednosti. Potem se objameta kot slepca, ki zaupata občutani bližini in se ovijata vanjo, vedoč, da je le hip, ki bo že naslednji trenutek spomin na slovo. Poziv potnikom Adrie Airways za London. Meni podale roko. Poklicala vas bom, takoj, ko bo mogoče, reče, in se skuša opogumljajoče nasmehniti. Premislite, reče, morda lahko enega od otrok posvojite vi, še doda. Spusti mojo roko, poprime držalo kovčka in odide proti vrsti za let proti Londonu. Morda enega se mi pelje skozi možgane, enega kot mucka, kuška, kanarčka. Dogajanje ne sledim več. Telo je vreča, v katero zadnje dni naletavajo besede, ki me bodo zdaj pokončale. Zdrava pamet se komaj da še bori z zaupljivostjo. Vse se odvija tako naglo, da se celo negotovost ne uspe razcveteti v zrelo čustvo, pa naj bo občutek strahu, jeze, groze, panike ali bolestne žalosti. Kaj je sploh še verjetno? Kaj je sploh še resnica? Očka me prime za roko in iz letališke stavbe odhajava kot par, ki ga je pravkar nekaj ujelo, povezalo, zavezalo, ohromilo. Sva kot vmesni svet, kot nikogaršnji trenutek, ujet med preteklostjo in prihodnostjo. Sva kot kazalka v knjigi, ki je označila trenutek, ko jo je nekdo odložil, ne da bi vedela, ali se k njej še kdaj vrne. Hvala lepa. Gospa Vanda, gospa Danica, čeprav sta vajni knjigi po svoje zelo različni, pa se hkrati dotikata istih življenjskih pol, istih čustev, istih bolečin.
Lahko iz ranjenega otroka, glede na to, da se obe tako ali drugače dotikata teh otroških oziroma zgodb, ki se nas dotaknejo v najbolj ranljivih letih, lahko iz ranjenega otroka zraste celostna, polna in zadovoljna oseba. Ranjen otrok se mi zdi, da vse življenje ostane ranjen. Kako zdravi in celi in živi s brazgotinami, je odvisno od vsakega posameznika. Vsakdo na svoj način, lasten življenju, ki je sledilo izkušnji iz otroštva. Nekateri postanejo borci, prepuščeni sami sebi. Drugi bežijo od izkušnje, da bi se celili, osvobodili misli na otroštvo. Tretji zmorejo ali pa ne in znajo ali pa ne iziti iz vzorcev, ki so jim najbližji. Najtežje je tistim, ki potlačeno v sebi, ne da bi to ubesedili, prepoznali, iskali izhod, nosijo s seboj vse življenje. Jaz bom govorila predvsem o ranjenem otroku v tem svojem romanu. Mislim, da je bila velika sreča Frančka, torej mojega očeta, ta, da ni bil čustveno ranjen. Bolezen ga je prikrajšala za marsikaj, dala mu pa je neke druge kvalitete, neko globino, eno strašno veliko odprtost do ljudi, do sprejemanja drugačnih, do sprejemanja vsega, kar česa ni uspel razumeti, se je pa potrudil, da je marsikaj razumel. Tako da mislim, da je ta ranjenost zelo odvisna od tega, kakšna ta ranjenost je. Jaz mislim, da si človek najtežje v življenju opomore od res čustvene ranjenosti, ki pa ni bila v tem primeru, ker je bila družina, v kateri je živel in rasel ljubeča, čeprav v tistih časih, ko je oče zbolel, torej zbolel je za škrlatinko in potem dobil to smrtno obsodbo, da bo največ 15 let živel, takrat je bilo to nekaj normalnega. Otroci v vsaki družini so zbolevali, umirali in so vsi skupaj nekako to sprejeli kot neko dejstvo, z njim živeli, ne delali prevelike drame, še vedno so se imeli radi in še danes rada pomislim na to, kako je v zelo poznih letih celo starejša sestra, ki ga je imela tudi izjemno rada, nekako pokroviteljsko skrbela za njega, čeprav sta oba se že bližala tudi 90. Tako da jaz bi rekla, čustvena razvajenost, čustvena širina družine je izjemno, izjemno pomembna in ta premaga tudi kakšno drugo ranjenost. Veliko rdečih niti, ki bi jih lahko potegnili skozi vse 3 knjige, izpostavili pa smo lik očeta. V polovici dvojine in v krojenju tišine je ta še posebej izrazit. Namreč gre za tiste vrste očeta, na čigar ramenih lahko stoji pogumna ženska. Kako sta kot pisateljici doživljali ta lik skozi besede in stavke, morda tudi v luči sodobnega časa, ki relativizira vlogo enega ali drugega starša? Ta vloga očeta je bila v mojem življenju zelo lepa. Čeprav je, tako kot ste rekli, bila je mama tista močna oseba v družini, morda velikokrat je na njenih ramenih celo bilo več, kot sem takrat razumela. Morda celo več, kot je oče takrat razumel, kar tudi v svojem zadnjem poglavju o tem tudi govorim. Tako da oba lika, ker tudi lik mame se prepleta v knjigi, sta v mojem življenju igrala veliko vlogo.
In danes niso govorili o tem, čigavo delo je kaj, čeprav je bilo zagotovo to veliko bolj ločeno, kot je danes. Morda danes celo očetom pripisujemo nekaj, kar bi želeli, da bi bilo bolj žensko, bolj mamino, ampak vendarle je prav, da imata vsak svojo vlogo. In v mojem življenju, hvala Bogu, ste jo imela. Spomnim, da prav to ste prej opozorili, ko smo se pogovarjali, ne, da smo opozorili, kako iščemo očeta, ampak da smo pa zdaj v fazi, tako kot je rekla gospa Danica, ko bomo morali iskati tudi mamo. Ja, tako je. Jaz sama sem sicer očeta izgubila zelo zgodaj. Poznam tisti topli, močni objem, v katerem sem bila v fizičnem in čustvenem smislu zagotovo najbolj varna, ker oče bi zame naredil vse. S to sliko živim. Takšnega očeta sem poklonila tudi Lizi, večno prisotnega, preudarnega, skrbnega. Kajti v življenju tudi ljubezen ni vedno dovolj. Na travniku življenja ni samo sončnih dni, ampak so tudi neurja, ki sledijo. In takrat smo najbolj sami, najbolj ranljivi in po svoje najbolj odprti. Danes pa, kot sem rekla prej, živimo v času, ko se spreminjajo vse vloge, ne samo očeta, tudi mame. Ko so otroci moji, tvoji, najini, nikogaršnji in v neki drugi luči. In v realnem življenju se bojim, da bo vedno več kim, ki bodo iskale ne samo svojega očeta, ampak marsikdo tudi mamo. Kako pa gledate na vlogo usode v človekovem življenju? Glede na to, da Liza nekaterih bizarnih naključij kljub samo ne more preprečiti, po drugi strani pa recimo Franček, na katerem so že naredili križ, ustvari nekaj svetlega in velikega. Skratka, nimamo vsega v svojih rokah, še zdaleč ne. Življenje je samo enosmerna pot, enosmerna cesta, ki ni vedno ravna in gladka. In vsake toliko se lahko odločimo za postanek, za spremembe ob kažipotu ali krenemo na slepo, kot radi rečemo. Kje je tu usoda? Sta čas in prostor, ki smo ga izbrali sami, z vsem, kar nam ponudi zraven. Ena sama beseda, en sam pogled lahko spremenita, zaznamujeta našo nadaljnjo pot tistega dne, naslednjega dne življenja. Gospa Danica, Franček ni dobil dobrih kart. Ja, tako je kazalo. Tako je kazalo. Usoda. Ja, kar nekaj usodnih trenutkov se zgodi v knjigi. Najprej, ko se odkrije nek stric, ki je potem v pomoč. Tudi zgodba mame z njenim spektakularnim pobegom iz vlaka. Nekih zadev, naprimer tudi ta gluhost očetova, ki je na vse zadnje preprečila tudi to, da bi končal kje na vzhodni fronti, pa potem še zgodba, ki se mu je zgodila tik pred tem, ko bi moral na to fronto. Bilo je res en kup takšnih usodnih trenutkov, ki jim ne bi rekla usoda, čeprav se imenujejo usodni trenutki. Moj oče namreč in oba moja starša pa in njihove družine so bili globoko verni. In veliko zadev v svojem življenju sta oba, predvsem pa oče, ker je dalj časa živel, prepuščal Bogu. In preprosto se je potem zgodilo.
Tako da jaz bi rekla, ja, usodni trenutki, morda pa ne usoda. Prav zaupanje. Ko človek piše v intimnosti svojega doma, je sam s seboj in s praznino beline pred seboj. Ko napisano podeli svetom, se na nek način razgali in prepusti na milost in nemilost mimobežnih sodnikov. Človek verjetno ne more ne vsaj malo pisati iz svojega življenja, pa ne bo zadeva še tako fiktivna. Kako vidve občutite ta pisateljski proces stopanja pred žaromete? Ja, moram reči, da prva taka zadeva je bila ob predstavitvi moje pesniške zbirke, katero sem veliko let skrbno čuvala, prepričana, da nikoli nikomor ne pokažem, in potem na srečo je bilo nekaj mojih prijateljic, ki so rekle, pa moraš, pa daj. Strah, da ne boš razumljen tako, kot bi želel biti razumljen. Jaz mislim, da je to itak v življenju vedno strah. Ko pa pišeš, je ta strah še večji. Strah spet mogoče ni prava beseda. Ampak imela sem izredno tremo, ker v svoji knjigi se dotikam tudi precej usodnih zgodb očetovih sorojencev. Kar precej tragične zgodbe, ki so povezane z našo polpreteklo zgodovino, in je bila dilema ali pa en velik rešpekt, ali o tem pisati ali o tem ne pisati, in kako se bodo dejansko odzvali na to tisti, ki še živijo, njegovi potomci. No, to je bila moja največja preizkušnja, ki sem jo pa na srečo dobro prestala in celo z enim z veliko hvaležnostjo iz druge strani. Zame je pisanje samotno početje in ravno zaradi tega je najglobje. Saj v varni tišini si vsaj jaz dovolim potovanja tudi tja, kjer še nikoli nisem bila. In kot si v realnosti morda ne bi upala ali dovolila. Po drugi strani pa je res, da človek težko piše o nečem, česar ni videl, česar ne pozna. Kako se na primer poigravati z vonjem in videzom šentjanževke, če pa ne veste, nekje raste, nekako je videti. Nekaj povsem drugega pa je stopiti pred publiko. Iz preteklosti poznam kar nekaj trenutkov, ko so prisotni bolj ocenjevali dolžino in barve moje obleke, kot pa izrečene besede. S tem, s časom se človek navadi tudi na to. Zato sem kmalu spoznala, da knjiga, ko enkrat ubere pot med bralce, ni več moja. Z uradno predstavitvijo, ko jo ljudje odnesejo s seboj, ko pride na police knjižnic, je knjiga bralčeva. In vsakdo si v njej najde nekaj svojega, si jo po svoje prikroji, in to je pravzaprav dobro, tako za bralca kot za avtorja, da se v nekem trenutku poslovi in jo pusti, da odide. Kot ste dejali, je polovica dvojine bila zasnovana oziroma zamišljena kot povsem drugačna knjiga, kot je pa na koncu izšla, oziroma kot jo zdaj bralci berejo. Zakaj in kje na pot je knjiga ubrala tako svojo pot? Ja, res je. Zanjo so me nagovorili resnični dogodki in me tudi osebno prizadeli. Družbena in medijska lahkotnost
ob usodnih trenutkih dveh otrok. Pisati o tem v tistem trenutku bi bilo gotovo preveč nevarno. Tudi 6 let kasneje je primer še vedno pravno živ in sporen. Zato je moja junakinja ubrala svojsko pot, tako v iskanju sebe, svoje identitete kot očeta. Pogumno je stopila v neznano in rešila enačbo, ne da bi se ob tem potrudila, potrdila, zapolnila praznine, ki so zevale v njej. Stopila je na pot, ne da bi se zavedala, da je svoje življenje zastavila za 2 novi življenji. Gospa Danica, vi ste verjetno od začetka do konca vedeli, kakšna je zgodba, ki jo želite napisati, ampak preseneti pa knjiga z podrobnimi podatki, s faktografsko natančnostjo popisa nekega življenja, ki se steče v zgodbo, ki je berljiva še vedno. Kako ste pa vi bili s tem zbiranjem podatkov oziroma vsega tega, kar je potem končalo v knjigi? Ja, najprej, mogoče zanimivost je ta, da je najprej nastalo zadnje poglavje. Zadnje poglavje res zajema nek zadnji dan in razmišljanje ob tem. In šele, to sem zelo kmalu napisala, kajti imela sem veliko srečo, da sem ta zadnji dan s svojim očetom preživela v enem lepem vzdušju in pogovoru. In potem šele sem začela sestavljati zgodbo nazaj. Začela sicer potem na začetku, ne, ampak hotela pa sem biti čim bolj verodostojna glede zgodovinskega okvira. Zato sem v tistem času prebrala veliko časopisov iz 30-40 let preteklega stoletja. Potem obiskala sem kraje, obiskala sem res vse kraje, ker jih je kar nekaj v tem, od Krigla Hamin na seveda krajev, kjer je bil kot otrok, pa tudi v Franciji, kjer se tudi zgodba dogaja, da sem imela občutek, jaz sem pa ga mogoče malo bolj potrebovala, dejansko ta občutek, da sem tam, da doživim to, da se tudi pogovarjam z ljudmi, pa še imela sem eno veliko srečo, v knjigi je veliko pisem. Dopisovanje med sestrami in bratom, tu pa tudi nekatera druga, precej spet usodna pisma, ki sicer niso originali, vendar mi je v njih oče pripovedoval, nekaj za sestro je pisem pa še ostalo, vendar so ta bila novejša. Tako da tega sem se lotila mogoče zelo znanstveno na začetku, ampak bilo mi je v neizmerno veselje sedeti na tistem hribu, kjer je bila ta osnovna šola, govoriti s kom, ki je prišel mimo. V glavnem, vse to je potem se izražal v teh občutkih in v tem pisanju, ki je sledilo. Pisatelj si gotovo želi, da bi knjiga pustila vtis, da bi naredila neko spremembo v bralcu, mu po možnosti dala misliti in ga v najboljšem primeru spremenila na bolje. Gospa Vanda, vi ste ob spoznanji, ki ste jih razgalili v knjigi, večkrat zavzdihnili, ali smo sploh še ljudje. Je še upanje? Ste optimistični? Kakšno je stanje pod črto? Stanje pod črto je pozitivno, ker knjiga daje le utrinke iz življenja. Bralec ob tem najde stavek, misel, delček zgodbe, ki se ga dotakne. Ga poboža, ujezi, gane ali mu da misliti. V vsakem primeru je cilj dosežen. V realnosti pa je res vsak dan prinese veliko razlogov za globok vzdih. A tolaži me misel, da je v ljudeh še veliko lepega, dobrega, še veliko topline in tiste vrste ljubezni, ki nas dela ljudi. Človek je tisti, ki lahko reši vse zagate in obvaruje življenje na tej ulici, v tem mestu, na tem planetu.
le zavedati bi se morali in vsak pri sebi iskati pot, kako to storiti. Samo v tem je optimizem. Kot smo ugotavljali na začetku, ne glede kakšne karte dobimo, odvisno je, kako z njimi igramo partijo življenja. Gospa Danica, vi ste prvo predstavitev v svojem domačem mestu, Mariboru, v krogu družine, nazadnje že imeli, oziroma bistveno širše. Kako taka knjiga v bistvu vpliva na neko rodbino, na neko zavedanje družinske dediščine? Omenili ste, da je tudi ljudje, ki ste težko pisali o njihovih zgodbah, ker so težke, bili na koncu hvaležni za to, ampak imeti takšno družinsko knjigo oziroma takšen popis neke zgodbe pusti pečat tudi na celotni družini. Ja, kar nekaj odzivov je že, nekaj seveda jih tudi še pričakujem, ampak z zgodbo je moja ožja družina seveda živela že, ko je nastajala. Predvsem moj brat je z svojimi tudi zelo natančnimi podatki o neki dobi veliko stal ob strani, veliko mi dal tisto prvi, da res greš v pravo smer. Seveda je mojim 3 otrokom to zagotovo dediščina, hči, ki je, kot veste, tudi veliko sodelovala, ker je oblikovala knjigo, je rekla, ne morem brati v enem kosu, ker ves čas jočem. Zagotovo bo za njih to ena dragocenost. Res pa je, da mi veliko pomeni to tudi, da gre za širšo družino, tudi moje sestrične, moje bratrance, moja teta, ki je tudi kar zelo omenjena v knjigi, je sicer žal lani decembra pri 97 letih umrla, vendar sem izjemno vesela, da je prebrala osnutek, da mi je tudi dala svoje mnenje in svoje ocene in to eno radost, ki jo je zapisala ob tem, da bo dejansko to ostalo nek zaklad v družini. Tako da zelo, zelo lep občutek. Gospa Vanda, tudi vi ste rekli, da prihajajo različni odzivi zdaj že od knjige, ker je nekaj časa že v lasti pravcev, kot ste rekli. Ja, odzivi so zelo različni. Dotikajo se delčkov romana, kjer se ljudje prepoznajo, kjer se srečajo s potmi katerega od mojih likov. Zanimivo pa je, da nisem doslej povedala še nikoli, da je delček zgodbe, zgodba Angelika, povsem resnična zgodba moje babice. In ločeno iz knjige jo bom enkrat izročila svojim sinovom in vnukom. Ostali del, zapisan tako, kot je, z drugimi imeni, pa bo ostal sestavni del romana Lovica dvojine. Aplauz, prosim. Morda je kdo od vas že karkoli od tega prebral, tako da lepo povabljeni tudi vi na kakšen odziv, kakšen komentar, morda kakšno vprašanje. Taka priložnosti so konec koncev redke. Kar izvolite. Sicer pa, ko boste začutili, lepo povabljeni. Ne glede na vajni karieri, ki ste bili pogosto daleč od presežnosti umetniškega, ste obe v sebi vse življenje ohranjali to božansko, oziroma še ohranjate to božansko iskro ustvarjalnosti. Kako jo ohranita in krepita, iz česa se napaja vajna umetniška duša? Jaz res zelo rada berem. In ljubi so mi teksti, ki imajo globoka čustvena doživljanja. Moja izmed takih je na primer Andrej Mahine, ki ga požiram, ki ga res izjemno rada berem. Potem se mi dostikrat zgodi, da si izpišem kak stavek, da razmišljam o njem, kako krasno je avtor to zastavil.
Seveda pa uživam tudi ob branju poezije. Tudi ob branju poezije kolegice, pisateljice. Res rada preberem nekaj, kar me potem nagovori in mi daje in mi reče, vidiš, treba je povedati, treba je poiskati v sebi. Tako da, to je moj način. Jaz vse bolj sledim nekako toku življenja in se hranim z lepim, odkar pomnim. In sicer najbližje mi je tišina in stik z naravo, bližina izbranih ljudi, besed in vseh govoric umetnosti. Z predstave, koncerta ali ob branju knjige vedno odhajam v zavetju nečesa višjega, kar mi odpre razmišljanje in uživljanje v zgodbo ali slišano. Včasih pa je za to popolnost lepega dovolj sprehod čez polje do jezera, pogled na vse 4 strani, v oblake in kroženje ptic, ki jih je pri nas k sreči še zelo veliko. Mislim, da je mir tisti, ki me najbolj sprosti in prikliče misli, ki se potem oblikujejo. Zagotovo pa je to knjiga v tišini in miru, kjer si tako, kot pravi gospa Danica, lahko ustvarim zgodbo po svojih poteh z avtorjevimi besedami. To je najbolj dragoceno. Zdaj proti koncu, ko avtor v knjigi naredi zadnjo piko, ko je takole pospremil svet, si predstavljam, da mora biti občutek podoben kot takrat, ko otrok odhaja na svoje. Kaj ostane potem? Tišina praznega gnezda, tesnoba belega papirja ali ogenj novega plamena? Jaz mislim, da ne ostane. Tako knjiga izide, je neko zadržano zadovoljstvo. Res je podobno kot odhajanje otroka. Vesel si, ko ga vidiš odhajati svojo pot, v svojo smer. Pa vendar v sebi le še ostaneš mama z odprtimi očmi, ušesi in srcem in v čakanju, da se vrne. In če odgovorim s ponujenimi odgovori, ja, najbližje je prazno gnezdo, kar je po drugi strani prostor, da vanj kaj prileti. Tu pa tam otroci, vnuki in kakšna nova ideja. Ja, gotovo je ta ločitev od teksta na tak način, ker ko nastaja in ko se ti zdi, da je že gotovo, še vedno ni gotovo, ne. Še vedno bi v nekaj posegel in vedno enkrat moraš reči točno tako, kot rečeš otrokom, zdaj je čas, oziroma čas tako ali tako pride, je s knjigo enako. Ampak ja, žar novega. Spoštovani gosti, Vanda Šega in Danica Ozvaldič, hvala vama za ta pogovor in res prijetno sodelovanje pri nastajanju te knjige. Bilo mi je izjemno veselje. Enako res. Iskreno hvala tudi gospe Alenki Heferle-Felc za občuteno interpretacijo besedila in nenazadnje, drago občinstvo, hvala vam za obisk in pozornost. Danes so vse 3 knjige nekoliko ugodneje, tako da vzemite jih seboj in te zgodbe odnesite v domače branje, tako kot smo rekli, postanejo vaše, vzemite jih za svoje. Meni pa prestane samo še prijetno veselje, da se zahvalim vsem 3.